Gospod Janez Ujčič, stranki Desus namenjamo prvo vprašanje. Vsak upokojenec s polno delovno dobo bi moral dobiti 1000 evrov pokojnine. Takšna je bila leta 2008 vizija vašega predsednika Desus Karla Erjavca za naslednje 4 leta. Danes je povprečna mesečna pokojnina pod 600 evri. Je bilo to govorjenje nabiranje političnih točk. Rekli ste, da računate, da bodo upokojenci glasovali za vas, pa mislite, da niso ostali razočarani? Ne gre za to, da bi v tej krizi, ko smo se začeli vsi zmanjševali pokojnine, zmanjševali tam, kjer to absolutno ni potrebno, pa ne samo, da ni potrebno, to je v bistvu zelo namerno, če rečem, grobo besedo. Kako naj preživijo upokojenci danes v tej krizi za 400 in 500 evri? Danes smo v Mariboru odprli pisarno prostovoljstva, starejši za starejše, na Taboru. V tem okrožju Maribora živi več kot 40 000 ljudi. Od tega je 11 000 ljudi, ki so starejši od 69 let. Od te številke je več kot 30% ljudi, ki živi na robu revščine ali so pahnjeni v revščino. Ravno zato, obljubljali ste jim, da bodo živeli s 1000 evri, danes mi bi želeli, da bi te pokojnine bile visoke 1000 evrov ali pa celo več, ampak to ni realni podatek, zlasti v dejstvu, da bo treba zgraditi nova delovna mesta, da bo predvsem od gospodarstva odvisno, ne od samo krčenja javne uprave, državne uprave, racionalizacije, sodstva in tako dalje, ampak predvsem od tega, kako bomo znali, in te ukrepe imamo pripravljene, morda kasneje, kako umiliti stroške poslovanja, oziroma znižati, kako z davčnimi olajšavami pomagati podjetniškemu okolju in kako z večjimi državnimi investicijami, predvsem pa tudi javnimi deli, omogočiti hitro rast poslovanja, seveda z nekim dodatnim predlogom obveznega subvencioniranja štipendijske politike oziroma pripravništva. Nadaljujemo Slovensko ljudsko stranko, pokojninska reforma, vsi vemo, da bo potrebna, pa vendar smo že priča enemu polomu leti, v SLS ste jo podprli, nekateri so celo špekulirali, da zgolj zaradi tako imenovanih borčevskih pokojnin. Je to res, gospod Čepar? Torej najprej lep pozdrav vsem zbranim in poslušalcem Radio Ognišče in tudi čestitam organizatorjem, da so se odločili dati poudarek temam in področjem, za katere mnogi menijo, da so manj pomembne. Pa ni tako. Šolstvo, zdravstvo, sociala so izredno pomembna področja in to dolgoročno. Slovenska ljudska stranka SLS je naslednica stoletne tradicije ljudske stranke in stranka, ki čuti dolgoročno odgovornost za domovino, kot je naslov današnjega srečanja. Pokojninska reforma je potrebna in nujna. Bolje bi bilo za Slovenijo, ne glede na predlagatelja, da bi bila sprejeta 2 leti prej kot 2 leti pozneje. Zato smo jo podprli. Koliko smo si pa prizadeli in kaj uspeli pri komplikovanju, prosim gospod podpredsednik. Torej, prizadevali smo si in tudi izborili v pogajanjih z vlado kar 5 zelo pomembnih zadev. Med njimi je tudi ohranitev že priznane pravice do državne pokojnine, ki je skromna približno 180 evrov. To je za nas izredno pomembno dejstvo. Druga stvar je, da se ni olajšava, ki je možna pridobiti pokojninski reformi samo za 2 otroka, ampak za vse, kaj vsi so enako pomembni. Tudi dosegli smo, da se nadurno delo in drugi prihodki, ki se niso vštevali v pokojninsko osnovo, sedaj bodo šteli, če bi bila seveda reforma sprejeta in seveda še drugo vrsti pomembnih stvari. Zadeva, ki ni bila usklajena, pa je, da bi na tiste delavce, ki delajo v delovno intenzivnih panogah, ta starostna doba upokojevanja je bila previsoka in seveda tukaj je bilo premalo posluha na vladi, zato se je reforma tudi zalomila. Pokojninska reforma je nujno potrebna in jo bo to tudi nova vlada morala dati kot prvo nalogo na mizo. Vlada je predlagala zakone,
vprašanje za socialne demokrate. Vlada je predlagala zakone, ki so, lahko rečemo, da po prvem referendumu ene za drugim padali. Se vam ni zdelo neodgovorno, da se brez dokončne uskladitve zakonov s socialnimi partnerji te poslali v državni zbor, kljub temu, da so se referendume napovedovali že pred tem in kako naprej, tudi socialnim dialogom? Poenostavljeno je trditi, da so bili vsi zakoni enako neusklajeni. Socialni demokrati in vladne stranke, partnerske, smo videli svoj cilj v urejanju trga dela. Zato smo sprejemali paket zakonov, ki bi uredili vse tiste nevralgične točke, ki bi na koncu vendarle pripeljale do pravičnejše porazdelitve in obremenitve ustvarjenega. Tako smo sprejeli zakon o urejanju trga dela, nam kot veste ni bilo referenduma. Zakon o preprečevanju dela na črno, ki bi zagotovil javni blagajni priliv sredstev od tistega dela, ki zdaj ostaja neobdavčeno in brez plačanih prispevkov. Zrušil ga je predsodek in neprestano ponavljanje, da je v okvir tega treba šteti tudi sosedsko pomoč. Sosedska pomoč je bila predmet tudi že prejšnjega veljavnega zakona in sosedska pomoč ne šteje in ni štela za delo na črno. Drugi zakon, ki je, in ta je bil s socialnimi partnerji usklajen, prepoved dela na črno. No, potem je bil zakon o malem delu. Zrušili so ga študentski servisi, ki so jih podpirale študentske organizacije. Prednost tega zakona je v načelu vsako delo šteje. Uštevala bi se vsaka oblika dela v pokojninsko dobo, kar pomeni, da bi študenti, ki zdaj delajo brez kakršnega koli zagotovila, da se jim bo to štelo. Torej, to je bila dobra rešitev, ki ni naletela na razumevanje. No, res pa je, da pokojninska reforma, na katero verjetno ciljate, ko govorite o neusklajenosti. Tudi zaradi nje smo prišli do predčasnih parlamentarnih volitev, tako rekoč. No, prišli smo zaradi politizacije zelo pomembnih vprašanj, za katere bo odgovornost prevzela nova vlada in jih bo morala reševati v še neugodnejših razmerah, ekonomsko-finančnih, ob še večjih pričakovanjih ljudi, kako ne bodo zarezale spremembe v naše dosedanje življenje. Tisto, kar bi rada poudarila, je to, da je pokojninska reforma 2 leti nastajala. Od prvih tez, ki so bile javno predstavljene, se je marsikaj spremenilo. Marsikdaj v javnih predstavitvah se je govorilo o stvareh, ki so bile že davno tega spremenjene. Tudi gospa Olga Franca je prej govorila o tistih, ki so začeli delati pred 20 letom. Po pokojninski reformi se je za te štela krajša doba, starostna za upokojitev. Če sklenem, sindikati so uspeli prepričati javnost, da je vse tako zastavljeno, da je proti ljudem. V bistvu pa je bila pokojninska reforma blažja oblika. Ekonomisti so mi razlagali, da je naša pokojninska reforma sodila v zgornjo tretjino blažjih pokojninskih reform držav Evropske unije. Hvala lepa. Vprašanje za NSI. Vračamo se k povprečni pokojnini. Februarja letos je znašalo okrog 580 evrov in če se sedaj sami predsednik domov za ostarele, ki se gibljajo za osnovno oskrbo med 17 in 30 evrov mesečno, je to, če vzamemo najnižjo oskrbo v dvoposteljni sobi brez balkona, 510 evrov. Po drugi strani se srečujemo s premajhnim številom domov za ostarele, prebivalstvo se stara, kako urediti to področje. Res je, da so oskrbnine v domovih precej visoke glede na višino pokojnin. In zato največkrat morajo otroci, sorodniki doplačevati oskrbnino v domovih. V Novi Sloveniji se zavzemamo za to, da bi starostniki lahko čim dlje ostali doma, če je to le mogoče.
Zato se zavzemamo, da bi čim prej sprejeli zakon o dolgotrajni oskrbi oziroma tudi o osebni asistenci invalidov. In na ta način širili mrežo pomoči na domu, seveda po dostopnih cenah, hkrati pa tudi, da bi v to oskrbo lahko bili vključeni družinski člani, kot je delno že urejeno. Na ta način mislim, da bi bilo življenje za starostnike lahko bolj prijazno, cenejše in glede na to, da tudi mnogi otroci niso zaposleni oziroma se teže preživljajo, bi lahko postal tudi del, nek vir prihodka za celo družino, hkrati pa bi imeli svojega očeta, tetka, babico doma na domu. Pa seveda tudi povečanje števila centrov, kjer bi bilo možno dnevno varstvo. Hvala. Vprašanje za državljansko listo Gregorja Viranta. Govorite o dvigu standarda, na podlagi česa ga boste dvignili, kaj bo to pomenilo tudi za upokojence in pa v razpravi o propadi pokojninski reformi smo ugotavljali, ali lahko z več delovnimi mesti nadomestimo del izgube pokojninske blagajne. Po drugi strani pa gospodarstvo v prihodnje ne kaže najbolje, kje torej po vašem mnenju dobiti denar za pokojnine? Ja, prav gotovo gospodarska situacija niti v Sloveniji ni dobra. Če naredim kratko primerjavo, v Mariboru je še slabša in zavzemali si bomo, da bomo te standarde, ne mislim tukaj na pokojnine, ampak na splošno regionalno razvitost naredili za vso Slovenijo enako, torej po razdelitev. Kar se tiče, kje dobiti denar, zagotovo z dvigom gospodarske rasti, odprave kreditnega krča in še nekaj je zapisov, ki smo jih zapisali v naš program in jih imamo namen uresničiti. Jaz vem, da je pokojninska reforma propadla in kot se prej povedala, je naša državljanska lista Gregorja Viranta zavezana v dogovor in mi se bomo dogovarjali in na koncu sklenili dogovor. Na silo se ne da nič. Jaz menim, da je pokojninski reformi le nekaj manjkalo, pa bi bila verjetno sprejeta. To pomeni na koncu socialni dogovor. Naša državljanska lista se zavzema za to, da naredimo pokojninsko reformo na pravičen in verodostojen način. Ključni kriterij za pokojninsko reformo pa mora biti delovna doba. Zakaj pravim temu tako? Jaz sama sem rojena na Koroškem, moji starši, predvsem oče, je delal od železarne, pa v kovačiji in tako naprej. Gre za težka dela. Tam so se ljudje, mladi fantje, zaposlovali pri 15-16 letih. In jaz si težko predstavljam, da bi po tisti delovni dobi 40 let čakali na dopolnjeno starostno dobo, tako zgarani, v težkih pogojih in tako naprej. Jaz moram reči, da tega si težko zamišljam sama, je pa res tudi, da pokojninsko reformo bomo morali sprejeti. Vendar bo treba biti dogovorjeno. Vprašanje za Slovensko demokratsko stranko, pa nekaterih ocenah bi morali, če želimo do leta 2020 ohraniti razmerje, kakršno je zdaj, 1,6 zaposlenega na enega upokojenca, ki je najnižje v Evropi, bi morali po trditvah Ministrstva za delo zaposliti 150.000 ljudi. Kako in kje? Jaz se bojim, da je zaposlitev 150.000 ljudi v tem trenutku in tudi v naslednjih letih, recimo 2-3 letih, zelo oziroma preveč ambiciozen cilj. Naš cilj je, in smo ga tudi zapisali v program, da brezposelnost oziroma zaposlenost vrnemo na raven iz leta 2008, torej pred krizo. Mi vemo, da smo v tem času 3 let izgubili 50-60 tisoč delovnih mest, ki nam danes zelo, zelo manjkajo v pokojninski blagajni, njihovi prispevki namreč. Če pa pokomentiram lahko samo še to pokojninsko reformo oziroma spremembe pokojninske zakonodaje, ki so bile predvidene v primerjavi s tistimi, kar predvidevamo mi. Dejstvo je, da te spremembe pokojninskega sistema, kot so bile predvidene, niso predobre. Drugače jih ljudje ne bi 70% zavrnili na referendumu.
Predvsem v Slovenski demokratski stranki menimo, da ni rešitev pokojninskega sistema izključno v zaostrovanju pogojev, ampak seveda na obeh stranih v večji pravičnosti, predvsem pa v novih delovnih mestih, v tistih 50 000 novih zaposlenih, ki bi, če bi prejemali povprečno plačo, tako smo izračunali, prispevali na letnem nivoju 300 milijonov evrov v pokojninsko blagajno. Seveda se zavedamo te odgovornosti, da pokojninska reforma pade na naša ramena. Absolutno zagovarjamo dogovarjanje s socialnimi partnerji, ker menimo, da samo tiste rešitve, ki so usklajene, so lahko tudi dolgoročno stabilne in seveda za nas vse sprejemljive. Idemo k replikam, najprej gospod Kujčič, nato gospa Potrata. Hvala lepa. Socialna varnost Slovenije zagotavlja starostna pokojnina, ki je osebna, ekonomska in nesocialna pravica. Temelji na vplačanih prispevkih in je ni mogoče niti omejiti, niti zamrzniti, kaj še ne znižati. Ne glede na to, ali smo v krizi, ali nismo v krizi. Seveda si v Desusu prizadevamo, da bi pokojninsko reformo čim prej uresničili skupaj s socialnimi partnerji in prevzemamo seveda to odgovornost, da smo zraven pri usklajevanju teh dogovorov. Vse ste bili tudi sedaj, je tako? Ja, delno so nas upoštevali, večinoma so nas monetarni ste brali. Pokojnine se bodo po našem mnenju in trdnem zagotovilu usklajevale, tako kot je bilo že večkrat povedano, 70% z rastjo plač, 30% z rastjo inflacije in to dvakrat letno, enkrat s poračunom za nazaj in minimalna pokojnina mora znašati 80% minimalne plače. Smo za ukinitev drugega stebra, zato da se tudi sredstva kada vrnejo v pokojninsko blagajno in da se s tem ukrepi stabilnost izplačevanja pokojnin. Gospa Potrata. Če nam bodo volivke in volivci zaupali tudi v prihodnje, potem menimo, da je treba v pokojninski reformi ohraniti dokladni sistem in ne iti na osebni račun, kar je predlog SDS-a. Gre namreč za to, da je treba v pokojninskem sistemu ohraniti tudi solidarnost, na kateri temelji sedanji in na vplačanih prispevkih. Zato predlagamo, da ne bi več dovoljevali opustitve ali oprostitve plačila prispevkov. Zdajšnja reforma je tako predlagala, da se tisti del, za katerega ne bi imeli vplačanih prispevkov, posamezniku ne bi števalo v pokojninsko osnovo. Tisto, kar je treba nedvomno povedati v zvezi s pokojninsko reformo, je, da je en moment starostna omejitev, drugo je pa pokojninska doba. In le v povezavi delovna doba in le v povezavi s tem, če bomo zagotovili tudi druge reformne ukrepe, s katerimi bomo bolj nadzorovali vse oblike dela, jih ustrezno vključevali in tudi od vseh oblik dela plačevali prispevke, potem bo lahko višina pokojnine drugačna, kot je zdaj višja, boljša. In tisto, kar bi reforma vsekakor zagotovila, bi bila ravno ta, o čemer govori tudi gospod Ujčič, da dejanska vrednost pokojnine ne bi padala, tako kot zdaj ta osnova za obračun nenehno pada. Tisto, čemur se pa ni mogoče izogniti in tudi socialni partnerji s tem soglašajo, da je s podaljšanjem ali s povišanjem starosti za vstop v starostno pokojnino treba računati. Se pač spreminjamo k sreči v dolgoživo družbo. Preden nadaljujemo z replikami, bomo dali možnost kolegici Vanesi iz časnika Večer. Dober večer pri tebi. Dober večer vsem sodelujočim, vsem zbranim. Razmere niso dobre, Slovenija pada na lestvicah konkurenčnosti, na vseh možnih lestvicah, pravzaprav evroobmočja. Ali lahko poveste, razmišljate, kaj bo prej, če ste realni, nova pokojninska reforma, torej
pokojninska reforma ali univerzalni temeljni dohodek? Gospod Ujčič, in potem nadaljujemo. Hvala lepa za to vprašanje, ki je zelo zanimivo. Danes smo dobili informacijo, da je Slovenija 5. v evroobmočju po zdravem gospodarstvu. Takšne informacije, ki jo je izdal inštitut iz Portugalske, so nekakšen neki kanček upanja, da res mogoče na nekatere stvari v Sloveniji gledamo črno. Takšne informacije so seveda pozitivne, tudi globalno, in z takšnimi podatki in analizami se bo Slovenija tudi sicer po rejtingu uspešnosti dvigovala, ne samo padala kot doslej. Pripričan sem, da bo prej sprejeta pokojninska reforma, kot se bilo. Gospa Franca. Pokojninska reforma je seveda bila usklajena kar na že visoki stopnji, v naših ocenah kar na 90%, in seveda je to prva stvar, ki jo je potrebno rešiti, to sem že prej dejala. Drugi projekt, univerzalni temeljni dohodek, seveda zahteva veliko dela in v našem programu je v načrtu za naslednje 8-letno obdobje in nikakor ne bi bilo smiselno ga dati kot prioriteto. Tako da absolutno pokojninska reforma in zadovoljna sem, da vsi stranke temu prikimavajo, kajti nedavno pred meseci smo še slišali eno novo stranko in še eno starejšo, da pokojninska reforma ni potrebna, kar je v bistvu zavajanje. Očitno se na tem vprašanju precej strinjamo, tudi jaz menim, da bo prej seveda potrebna in prej bo prišlo do pokojninske reforme. Mi univerzalnega temeljnega dohodka kot nekega sistema urejanja sociale v Sloveniji nimamo v svojem programu. Zahtevalo bi popolnoma spremembo celotnega sistema in zaenkrat v tem mandatu to, kot smo rekla, ni v našem programu. Gospa Šverc. V Novi Sloveniji verjamemo, da je potrebno ponuditi paket reform, torej ne samo pokojninsko, ampak tudi zdravstveno in na področju dela. Samo tista vlada bo uspešna, ki bo ponudila kompleten paket ukrepov in ne vsako posamezno, zato ker znotraj posameznih reform vedno nekateri razred ali posamezni državljani čutimo, da smo na slabšem položaju. Če pa bomo videli celoto, kam peljemo državo, pa mislim, da bomo državljani lažje sprejeli nove reforme, ki nas čakajo. Glede univerzalnega dodatka oziroma plače, tudi v nekem smislu lahko reči, mi v Novi Sloveniji tega nimamo, ker mislimo, da je še prezgodaj se o teh stvarih pogovarjati. Lahko o tem razmišljamo, v sam program pa nismo zapisali, ker mislimo, da so drugi ukrepi bolj potrebni v tem trenutku. Ja, vsekakor tudi mi imamo v planu najprej pokojninsko reformo. Kar se pa tiče, gospod Ujčič je prej povedal, zelo optimistične napovedi, da ni se tako slabo. Jaz vseeno moram postreči z enim podatkom, da smo po kriterijih Svetovnega ekonomskega foruma na lestvici konkurenčnosti zelo nizko, na 57. mestu. Jaz mislim, da to je lahko zaskrbljujoče, zato imamo v našem programu kar nekaj takšnih predlogov, ki bi lahko to konkurenčnost povečali. Torej tudi mi podpiramo najprej sprejem pokojninske reforme. Gospod Sovič. Bože gospod Nikito. Dobro dan vsem skupaj. Rad bi samo povtaril, da sicer vi ste vprašali, kaj bo prej pokojninska reforma ali univerzalni temeljni dohodek, da pa pokojninska reforma ni takšna nuja, kot so nuja določeni ukrepi za spodbujanje gospodarstva, ker če nam gospodarstvo pade, potem ne boste nobene pokojninske reforme več delati. Tako da najprej bo treba sprostiti kreditni krč, potem bo treba razbremeniti gospodarstvo zdravstvenimi razbremenitvami, da bo lahko dobili injekcije nujno potrebnega kapitala, ki ga sploh lahko se zagotavljajo mesta, na kar bo potrebno narediti prihranke pri javnem sektorju, potem bomo pa lahko prišli do tega, da bomo delali prihranke dolgoročno pokojninsko reformo. Gospod Sovič. Najprej lepo dober večer vsem poslušalcem tega zanimivega in dobrega radija. Na vprašanje, ki ste ga postavili, ne povem, da gotovo je na nekaterih lestvicah Slovenija šla navzdol, na nekaterih pa, kot smo danes že slišali, pa tudi krepko navzgor.
No, katere so te lestvice, na kateri Slovenija gre na zgor? To so predvsem tiste lestvice, ki v spredje postavljajo človekov razvoj, položaj konkurenčnosti gospodarstva, znanje in tako naprej. Že prej je bila omenjena lestvica Lizbonskega sveta za gospodarsko konkurenčnost, kjer smo 5. Obstaja tudi lestvica ekonomske kompleksnosti, ki jo je sestavila Univerza Harvard, kjer smo 10. Obstajajo visoki položaji lestvic, kjer govori o, recimo, človekovem razvoju ali pa o enakosti v družbi. Slovenija je ena od najbolj družb, kjer je najvišja enakost. In to smo ohranili tudi v krizi. Kar zadeva reformo, da, reforma je potrebna tudi zato, ker govori o sposobnosti države, da se prilagaja novo nastalim razmeram. To pa potem tudi pozitivno vpliva tudi na nekatere razvrstitve, o kateri smo danes govorili, nazadnje tudi na ocene bonitetnih hiš. Pomeni, da bi to zboljšalo boniteto, s tem zmanjšalo stroške za financiranje in s tem razbremenilo gospodarstvo. Dovolite pa, da še čisto na koncu postavim vprašanje. Mi smo slišali zanimiv podatek, da je ena stranka naračunala, da bi z katerimi spremembami dosegli, če bi zaposlili 50 000 novih delavcev, bi s tem dosegli priliv 300 milijonov v pokojninsko blagajno. To je res dramatično zanimiv izračun, ker če poštevate 300 milijonov evrov, če to delite za 50 000 zaposlenih, je to 6 000 evrov na leto. Če delite z 12, je to 500 evrov in ni variante, da bi zahtevali ljudi, da bi 500 evrov na mesec plačevali za pokojninsko blagajno. Mislim, da se zmotili in prav bi bilo, da to popravite. Hvala lepa. Z replikami imamo kar nekaj rok še, ampak kratke replike 30 sekund, začnemo z gospod Žirovnik. Na to gospa Ljubila Novak, gospa Tomc in pa gospod Ružič. Jaz bi najprej rekla, mene res veseli, tako kot je gospod Pojčič posredil z enimi analizami, pa gospod Sovič, seveda je dobro, vendar ljudem, tisti, ki nas bojo volili, nič ne pomaga, kje smo na lestvici. Ko se sprehajaš med volivci, ko poslušaš ljudi, dejansko je veliko tistih, ki so na robu revščine in te lestvice jim nič ne pomagajo. Je pa res, da jih ne smemo še bolj pesimistično delati, kot so že sami pesimistični. Jaz sem sama optimistka po naravi in menim, da bomo seveda te kazalce lahko hitro obrnili na vzgor, samo z dobrim delom. Gospa Novak. Mislim, da je pokojninska reforma pada zaradi tega, ker so ljudje izgubili zaupanje v vlado in v njene ukrepe. Po drugi strani pa tudi zaradi preslabega ali pa premalo dialoga med različnimi političnimi strankami. In menim, da je lahko to nauk za prihodnje. Torej, pokojninska reforma je potrebna, to so vse stranke poudarjale in pri takih temeljnih, pomembnih odločitvah, ki prizadevajo ves narod, bo potrebno iskati konsens, tako med vladnimi strankami, kot tudi med opozicijo. Rad bi podprl diskusijo gospoda Soviča. Namreč, ta trenutek v Sloveniji manjka samo zavestnega optimizma. In tudi ti podatki, ki so iz posameznih inštitutov in univerz po svetu, ki so spodbudni za Slovenijo, kažejo na nek optimizem. In mislim, da se moramo tega oprijeti, da ta duh mora zaveti po tej Sloveniji in seveda sprijetje v prvi vrsti pokojninske reforme pomeni, da smo svetu globalno dokazali in pokazali, da je Slovenija na pravi poti. Brez sprejetja pokojninske in zdravstvene reforme ni nobenih tudi kratkoročnih ukrepov, ki seveda morajo biti v prvi vrsti narejeni. Gospa Tomc. Zdaj bom pa izkoristila najprej, kot je gospod Vujčič povedal, mi pokojninsko reformo predvsem delamo zase, za naše državljane in državljanke, ne za Evropo. Drugo, kar je gospod Sovič, izračun je popolnoma pravilen in zelo natančen. Seveda mi moramo upoštevati, da teh 50 000 zaposlenih, ki je recimo danes na Zavodu za zaposlovanje, zanje prispevke plačuje država. Če upoštevamo še ta prihranek, pridemo natančno in še na višjo številko kot to. In tretje, kar bi rada povedala, seveda ta sistem, kot ga mi predlagamo,
absolutno ne zmanjšuje nobene solidarnosti medgeneracijske, ampak predvsem z osebnim računom vnaša eno veliko mero preglednosti. Naša ideja seveda je ta, da vsakdo ve, koliko prispevkov je vplačal in kakšno pokojnino iz tega naslova lahko pričakuje. Pa poglejte danes, ali morda veste, koliko ste vplačali, ali morda veste, tisti, ki še ne prejemate pokojnine, kakšno pokojnino boste prejeli in ali si kdo od vas sam zna izračunati pokojnino. Vse to bi naš sistem prinesel, preglednost in transparentnost. Mislim, da smo to svojim ljudem dolžni, vsekakor pa absolutno zagovarjamo solidarnost in jo bomo ohranili. Toliko o pokojninski reformi in pa o pokojninskih zadevah, nadaljujemo pa zdravstvom. Najprej vprašanje za stranko SLS. Minus v zdravstveni blagajni naj bi do konca leta znašal več kot 50 milijonov evrov. Kaj to pomeni za delo v prihodnje? Zagotovo bodo spremembe na tem področju seveda nujne. Direktor zdravstvene blagajne gospod Fakin je napovedal 35 milijonsko izgubo zavoda konec leta, za prihodnje leto pa kar 100 milijonsko. In z ukrepi v letošnjem letu je najprej želel to izgubo, ta minus, prevaliti na dopolnilno zavarovanje, s tem, da bi se povečali procenti doplačil. To, kar je bila praksa seveda v zadnjih 10 letih in je blagajna bila vzdržna. Torej, razmerje porabe denarja v zdravstvu je približno 72% javnega denarja in ostalo privatnega pomeni iz žepa. In to financiranje je zagotavljalo vzdržno blagajno. Seveda so v zdravstvu rezerve. Rezerve so pri vseh zavodih, pri bolnišnicah, pri zdravilih, pri skupni nabavi, torej pri javnih naročilih, ki so lahko racionalna. Nedavno je direktor kliničnega centra predstavil prihranke, ki jih je sam z reorganizacijo notranjo v kliničnem centru izvedel v smislu organizacije manjših navideznih podjetij znotraj kliničnega centra in nagrajevanje na prihranke, ter tudi prihranke pri zdravilih, kjer je dosegel ogromne popuste z nabavami. Torej, s tem je dokazal, da je možno še prihraniti denarja v zdravstvu in s tem zagotoviti vzdržnost financ in seveda nepodaljševanje čakalnih dob in tudi izboljšanje na področju storitev. Torej, prihranki so možni, vendar je treba reorganizacija znotraj in seveda tudi bolj učinkovito in kakovostno delo. Hvala, vprašanje za SD. Mandati se iz tega so zaznamovale tudi razprave o združevanju zdravstvenih domov in tudi porodnišnic. S tem ste skušali nekako rešiti to problematiko. Bo to v prihodnje nujno, je to prava pot? Kar nekaj modelov zdravstvene reforme je že doživelo nesprejetje ali odklonilna stališča. Tisto, kar je vodilo predlog za združevanje ali koncentracijo posamičnih visoko zahtevnih postopkov v zdravstvu, je bilo zagotoviti kakovost in predvsem varnost za pacientke in paciente. Kaže, da hočemo imeti pač veliko regionalnih bolnišnic in vse storitve v njih, mi pa menimo, da bi morali zagotoviti dostopnost zdravstvenih storitev ob visoki stopnji varnosti in kakovosti opravljenega. Ampak tam, kjer nam veliko denarja v zdravstvu odteka, pravzaprav mislimo, če bi natančno pregledali vse velike investicije, ki so v zdravstvu bile, so poleg dolgotrajnosti tudi izredno dohodkovno ali finančno zahtevne. Zato mislimo, da bi bilo v prihodnje treba za vse velike investicije v javnem sektorju ustanoviti en organ, eno inštitucijo, ki bi bila usposobljena za vodenje velikih projektov. Poglejte, Ljubljanska opera, klinični center, vse, kar gledate, lahko bi še naštevali velike investicije, pri katerih je denar odtekal. Tudi cestni križ nas ni poceni prišel. Tako da tu denar odteka. Tisto, kar bi bilo treba pa v zdravstvu po moje tudi še narediti, ne bom se spustila v razpravo o tem,
koliko zdravil posameznik zaužije, potrebnih ali nepotrebnih in kako je s cenami zdravil. Ravno danes sem slišala podatek, da veliki dobavitelji odpovedujejo sodelovanje zaradi tega, ker ne soglašajo s postavljenimi cenami. Ampak tam, kjer bi bilo mogoče tudi še veliko privarčevati, bi bilo treba usmeriti več prizadevanj v preventivo in v promocijo zdravega načina življenja. Ker že prej sem rekla, da je to, da postajamo dolgoživa družba, prednost vsake družbe. In zato, da bomo lahko v resnici ohranili ali ohranjali čim dlje polno kondicijo, je treba kaj storiti tudi za zdrav način življenja. Nova Slovenija popušča na področju zdravstvenega sistema, se zdi, kot da jih ni, ko se govori o plačah, postane medicinsko osebje, ko postavimo v ospredje draga zdravila, kot so bila že omenjena, pa tudi drage medicinske pripomočke se dvignejo v farmacevtskih družbah. Skratka, zdi se en začaran krog. Na kakšen način ga preseči, gospod Tore? Lepo pozdrav tudi mojem imenu. Vsekakor se moramo zavedati, da zdravstvo Slovenije na zelo visokem strokovnem nivoju je relativno dobro dostopno, vendar moramo upozoriti, da se z varčevalnimi ukrepi, ki jih enostransko napoveduje generalni direktor ZZZS, lahko ta stvar hitro spremeni od danes na jutri. Kajti tisto, kar dogovorjeno ne plačamo v tem letu in ne plačamo v naslednjem letu, lahko bolnišnice, ki smo že na robu likvidnosti, pahne še globje in potem se spirala zavrti. Nezadovoljni zaposleni, nezadovoljni pacienti, zavedati pa se moramo, da ko človek zboli, je kakršnakoli čakalna doba prvič nedopustna, drugič za pacienta predolga in tretjič za sistem bistveno predraga. Če na hitro povzamemo, tako dolgo kot odgovorne osebe zavarovalnice zagovarjajo, da je konkurenca nujno potrebna, je potem čas, da se v kratkem 3-mesečnem obdobju, in to bomo v Novi Sloveniji naredili, naredi konkurenca tudi v zavarovalništvu. Naredi se tak sistem, ki bo zagotavljal solidarnost do najvišje mere, kajti zdravje je vrednota, in potem se gre navzdol, opolnomoči se odgovorne osebe javnih zdravstvenih zavodov, da delajo odgovorno kot odgovorne osebe v javnih podjetjih in potem smo blizu tistega, da lahko privarčujemo tudi na sistemskem nivoju pri zdravilih, kjer vemo, da so marže danes visoke in to je naš zdravstveni denar. Javno zdravstvo je postalo predrago, kar nam priča tudi visok primanjkljaj v blagajni. Kaj podražiti in kje privarčevati? Jaz mislim, da ena stvar, s katero se bomo mogli vsi sprijazniti, je, da bomo v prihodnjih 4 letih bolnici mogli nuditi višjo kvaliteto storitev zdravstva za enako ceno ali pa vsaj enako, kot jo imamo danes za nižjo ceno, to bo odvisno od tega, kako prijazna bo nas kriza. Mi vemo, da so v zdravstvenem sistemu številne neučinkovitosti, ki nam to omogočajo, ki nam omogočajo optimizacije, brez da bi bilo potrebno bistveno več za zdravstvo. Nekaj teh optimizacij, recimo, če ste vprašali konkretne primere, je bolnišnična oskrba, ki je v Sloveniji precej draga v primerjavi z drugimi državami. Ena od teh optimizacij je tudi kartel na trgu zdravil. V Sloveniji imamo velik drogeriste, ki imajo zelo visoke marže in te marže zelo vplivajo na končno ceno zdravil. Zadnja točka, ki sem želel podati, je pa strinjati se s kolegom tukaj, da potrebujemo morda ravno zato, da bomo optimizirali to bolnišnično oskrbo, da bomo razvili te kartele zdravil močnejšo pozicijo na strani zavarovalnic, to se pravi ne ene državne zavarovalnice, ampak več zavarovalnic, ki bi nudile pa isti tip zavarovanja, kot ga že imamo, in za isto ceno, oziroma bi bila sedanja cena samo najvišja cena, če bi želeli tekmovati med sabo, bi pa nudile tudi niže. Hvala lepa, gospod Rozman. Nadaljujemo pa stranko SDS. Ne moremo mimo enormnih stroškov za Ljubljanski onkološki inštitut. Mnogi so pri tem ugibali, da so nekateri pri tovrstnih projektih zelo dobro in tudi nepošteno zaslužili. Je tudi to krivo za luknjo v proračunu? No, če mi dovolite, seveda se dozdeva tako
da je tudi to krivo za luknjo. Če mi pa dovolite, bi še preden odgovorim na vaše vprašanje podrobneje, se dotaknil našega pogleda v stranki SDS na razvoj zdravstvenega sistema v prihodnje. Predvsem je na ta zdravstveni sistem potrebno pogledati celovito. To se pravi na nivoju zdravstvene politike, na nivoju zavarovalništva in seveda na nivoju izvajalcev zdravstvenih storitev. Sedaj, kako sedaj ta politika teče, kako se dozdeva politika zdravstvene zavarovalnice, se poskuša privarčevati zgolj na strani izvajalcev in to predvsem na sekundarnem nivoju, se pravi na nivoju bolnišnic. To je na dolgi rok, na kratek rok je seveda lahko to učinkovito, na dolgi rok je to pogubno, ker bo na dolgi rok seveda lahko to povzročilo, bi rekel, poslabšanje storitve, zdravstvene storitve. Vemo, da se večina kurativnih zdravstvenih storitev izvaja seveda na sekundarni, deloma na terciarni ravni. Drug del slabost našega sistema je povezljivost sistema. Primarna in sekundarna raven sta relativno slabo povezani in seveda to tudi doprinese na eni strani na nezadovoljstvo, na drugi strani pacientov, seveda bolnikov, na drugi strani pa seveda tudi k čakalnim dobam. Kdor se malo spozna na fiziko, ve, da pretočnost skozi sistem določa najožje grlo. In tukaj imamo vrsto teh najožjih grl, ki nas ovirajo. Tretja stvar, ne najmanj pomembna stvar, seveda je preventiva, že je bila omenjena. Nerazumljivo je, ali pa ne vem, nikoli se ne znamo odgovoriti, kako da povprečno slovensko piše zdravnika 7-krat na leto, v Skandinaviji so za to potrebni 4 obiski. Nekaj se na tem segmentu dogaja. In seveda je naš program se dotika tudi teh elementov. Zdaj pa, če mi dovolite še o tej investicijskem delu, samo to pa s tem končam, dozdeva se, da je res bilo tako. Recimo, kvadratmeter Onkološkega inštituta je stal več, enkrat več, kako povprečno stane kvadratmeter v zdravstvenih inštitucijah drugod po Sloveniji. Naj pa povem za konec, razveseljivo novico. V naši inštituciji, Kliničnem centru Maribor, nam je uspelo pripraviti razpis za onkološki oddelek, tako da bomo razrešili ta problem onkoloških bolnikov v severovzhodni Sloveniji in sicer jutri bo podpis pogodbe za začetek gradnje. To z največjim veseljem sporočam javnosti. S tem bomo seveda na eni strani prispevali k skrajšanju čakalne dobe, na drugi strani pa bistveno izboljšali komfort najtežjih bolnikov. Naj pa povem še to, da se nam je razpis zaustavil ravno zaradi tega, ker smo trmasto insistirali na celovitosti investicij. To se pravi, nismo dopustili drobljenja te investicije, želimo jo voditi sami, razpis je za celotno izgradnjo in opremo, s čimer bomo seveda preprečili dodatne dela in možnost za neke dodatne stranske, ne vem kakšne zaslužke. Hvala lepa, gospod. Zdaj še vprašanje za Desus, potem pridejo replike. Gospod Janez Vojčič, dejstvo je, da če imaš denar, si lahko pri zdravniku na vrsti že danes, sicer ne, že prej ste omenili, da se boste zavzemali za šibkejše. Kako res urediti to področje, da bo zdravstvo dostopno čisto vsem? Hvala lepa. V Desusu smo prav zaradi krize, v kateri smo, prepričani, da mora naš zdravstveni sistem temeljiti na visoki stopnji solidarnosti pri financiranju zdravstvenega varstva in na prevladujočem javnem načinu njegovega izvajanja. To lahko dopolnjuje seveda zasebna praksa. Tipični primer racionalnega obnašanja lahko vsaj v Mariboru vidimo v našem univerzitetnem kliničnem centru, ki je dejansko ne samo bolnišnica in center za Maribor in severovzhodno Slovenijo, je mnogo širša zdravstvena ustanova in se uvršča v sam zdravstveni vrh. V Desusu bomo posebno pozornost namenili organizaciji in negovanju bolnišnic, pri čemer seveda se ne moramo izogniti tudi kritiki, da je ves sistem zdravstva preveč razdrobljen in povzroča preveč materialnih stroškov. Kdo lahko prihaja k zdravniku
je predvsem odvisno, kakšna bo vloga javnih zdravstvenih ustanov v povezavi, v primerjavi z konkurenčnimi zasebnimi zdravstvenimi inštitucijami. Mi smo pri tem za zelo jasno ločnico med enim in drugim. Gospa, sedaj prehajamo na replike. Mislim, da jo je najprej želela gospa Budimir Čeh. Ja, dober večer. Jaz bi samo izpostavila v teh luknjah, ko ste o njih govorili, pri gradnji Onkološkega inštituta v Ljubljani, smrno zavedati, da so jih gradili novi, da so jih gradila podjetja, kjer so se stvari podaljšale, ne samo Onkološki inštitut, tudi pediatrična klinika je bila preplačena. In če smem, kar se tebe stala zraven, ampak 8 let smo gradili 8 kilometrov avtoceste, tunelov. Mislim, da to tudi pove, odkud te zgube. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Rozman. Gospod Štih. Ja, jaz bi samo repliciral našim dragim prijateljem iz SDS. Najprej bi rekel, da se zelo veselim, da so dokončali bolnišnico. Zdaj z tempo, s kakršnim se dokončavajo bolnišnice pa avtoceste, bi si želel, da bi bile volice vsake pol leta, ker potem bi se res veliko zgradilo v Sloveniji, kar je zelo dobro. Potem bi ga pa vprašal, kako, jaz vem, da on prihaja v bolnišnic, kako trdi, da bi nižanje stroškov na bolnišnici v skrbi bilo, razumem, da se to ne da čez noč, ampak problematično, če je bolnišnična oskrba v Sloveniji višja kot primerljivi v evropskih državah. Je mogoče Slovenijo ne narobe, a za Avstrijo pa z Nemčijo. Ker je bilo vprašanje naslovljeno, bomo dali pred gospod Potrato besedo gospodu Pivcu. Glede, tako je bom govoril, ali pa bom še eno stvar povedal, ki prej nisem mogel povedati. Torej, zelo pomembno in zelo vsebinsko bi bilo tudi razmisliti o regijah v Sloveniji, kjer je preskrbljenost na primarnem nivoju slabša. Mi imamo vrsto regij od Prekmurja in Koroške in tako dalje, kjer je ta primarni nivo močno zapostavljen. Seveda v našem programu smo pomislili tudi na to. In smo tudi tu našli neke rešitve, oziroma neke predloge rešitev, ki bi jih pač, če bomo dobili to možnost, tudi izpeljali. Kar se pa tiče sedaj odgovora na vaše vprašanje. Moja trditev je bila ta, da na kratkoročni efekt bo, dolgoročni je pa lahko vprašljiv. Pri tem pa naj se vrnem na bistveno stvar. V zdravstvenih zavodih ima management bistveno slabše kompetence kot v javnih podjetjih. In je zelo težko upravljati javni sistem oziroma zdravstveni sistem. Zato se zavzemamo v našem programu tudi za spremembo kompetenc vodstvenih delavcev, s čimer bi seveda lahko potem izpeljali tudi nekatere racionalizacije. Gospa Potrata. Da ne bomo samo temne podobe ustvarjali, čakalne dobe v zdravstvu so se vendarle skrajšale. Začetek gradnje Onkološkega inštituta v Mariboru je razveseljiva novica. Socialni demokrati imamo v načrtu in v programu tudi infekcijski oddelek oziroma kliniko v Mariborski bolnišnici, direktor bolnišnice ve za to našo usmeritev. Mislim pa, da je propulzivnost Mariborske bolnišnice se pokazala sicer ob enem na vides zelo majhnem projektu, ampak pomembnem projektu, forenzičnem oddelku, ki ste ga dobili v bolnišnici kot edini v Sloveniji, ko ste se javljali na razpis. Tisto, kar je vredno dodati pri preventivi, je to, da imamo v Sloveniji nekaj zelo dobrih preventivnih programov, mislim na program SVIT ali na zgodnje odkrivanje raka na dojki. Tu pa opozarjam ravno na to, da če bi gledali podatke in se primerjali po umrljivosti pri odkritem raku, je ta doba preživetja pri nas bistveno krajša ravno zaradi kasnega odkrivanja bolezni. Torej je treba storiti čim več v tej smeri, ne samo promociji zdravega življenja, ampak tudi spodbujati posameznike, da se
vključujejo v projekte, ki so nam namenjeni in nam v korist, da ostajamo čim dlje zdravi ali da nam bolezen čim prej odkrijejo. Gospod Lavre, potem gospod Čepar. Jaz bi želel poudariti, da bolniški oskrbni dan, kot ga menimo, in nekatere diagnostične zdravstvene storitve so v Sloveniji bistveno nižje ovrednotene kot v zahodnih evropskih državah. To moramo vedeti. CT glave s kontrastom je za 20% nižja cena v Sloveniji, kot je v sosednji Avstriji ali v severni Italiji, Forlaniji, Julijski krajini. Nekoliko više je, še više od te je cena v Nemčiji. Seveda moramo pa upoštevati, kaj vse skozi to gre. Nemški sistem plačevanja bolnišnične obravnave je podoben slovenskemu, vendar je bil že 16-krat revidiran. Naš še nikoli. Gospod Čepar. Program Slovenske ljudske stranke predvideva več preventive, da bo manj kurative, jasne standarde, vendar pa, in to poudarjam, tudi splošen dostop do zdravstvenih storitev mora ostati. In to v okviru sistema solidarnosti. Pa še nekaj, mogoče torej naš poudarek je tudi na ohranitvi, na dostojanstvu bolnika in zdravstvenega osebja. Spoštovani gosti, sedaj vprašanje za vse, pa vas prosim, da ste kratki v enem stavku. V Desusu predlagajo, da bi združili resor za zdravje z resorjem za delo, družino in socialne zadeve. Zanima me, ali v tem primeru ne bi šlo za nekoliko večjo nepreglednost. Zdravstveni domovi delujejo bistveno drugače kot centri za socialno delo. Kako gledate na to? Gospod Vujčič, na to pa nadaljujemo. Mogoče pokomentirate lahko še hkrati tudi kaj drugega, prosim. Ja, to je naš predlog. Tako je. Hvala lepa za vprašanje. Tako, začeli bomo mogoče na desni strani z gospod Potratom, pa seveda vse goste prosimo, mikrofoni so vklopljeni vrš čas, tako da vam ni potrebno vklapjati in izklapjati, prosim, gospod Potratom. Malo sem dezorientirana, jaz sem nejela. Tudi socialni demokrati zagovarjamo zmanjšanje števila ministrstev in tudi v naši projekciji je, da bi se združilo Ministrstvo za zdravje z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Pri združevanju pa gre za to, da ne bi madžarskega modela upoštevali. Madžari imajo manjše število ministrstev, pa veliko število ministrov. Ja, hvala lepa, zdaj se slišimo. Predlog je takšen, kot ste slišali, ki ga se strinjam s kolegico Potratov, magistrom Potratov, da je to racionalen predlog, ki dejansko poceni celotni sistem. Mi bomo tudi predlagali ukinitev prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Ta sredstva preusmerili v zdravstveno blagajno, pri tem prihranili približno 70 milijonov evrov, ki jih sedaj porabimo za delovanje vzajemne. Prej smo že govorili o konkurenčnosti v zavarovalništvu. Združevanje sredstev pri enem nosilcu zavarovanja bo namreč preprečilo prevlado različnih interesov in možnosti neenake obravnave zavarovalnih oseb. Nadaljujemo Slovenska ljudska stranka, gospa Franca. Torej, mi tudi imamo ministrstvo združeno za zdravje, družino in socialno varnost, kajti prav socialna varnost starejših je zelo pomembna. Prej je bilo omenjene lokalne bolnišnice, ki so se v zadnjem času popolžje razvijale. Oskrba na domu je podcenjena v primerjavi s storitvami, ki so jih oskrbovanci deležni domovi za starejše in morajo za približno enako storitev doplačati 30-40% več. Torej, politika Ministrstva za delo in družino v zadnjem času, v zadnjih letih ni bila pravilna in imamo tukaj zelo velik razkorak. Dejstvo pa je, da je tudi cena v bolnišnici, ko negujemo starejšega 115 evrov na dan, medtem ko v domu za starejše pa le 15.
In tukaj ne moramo zagotavljati socialno varnost starejših, če imamo takšno politiko med zdravstvom in socialno varnostjo. Hvala lepa, gospod Pivec, Slovenska demokratska stranka. No, kar smo v Slovenski demokratski stranki povedali, oziroma predstavili zmanjšanje števila ministrstva, se kar tekmujemo, se mi zdaj že zdi, kdo bo bolj zmanjšalo število. Ampak nekaj drugega, če mi dovolite, kar je navezava pravzaprav na družbo kot širši pojem. Gre za to, da je bil prej govor o preživetju. Zdravstveni, torej preživetje v različnih delih Slovenije je različno. Bistveno krajši čas statistično živijo v tej komori. In veliko bomo morali storiti ne samo na zdravstvenem sistemu, ampak tudi na vseh drugih podsistemih, o tem bomo se prepričani govorili že kasneje, zato da bomo to spravili na enotno raven. Gospa Ljudmila Novak, Nova Slovenija. Nova Slovenija predvideva 12 ministrstev, mi bi združili javno upravo in notranje zadeve, kmetijstvo in okolje, visoko šolstvo bi pridružili šolstvu in športu. Predvidevamo pa novo ministrstvo za infrastrukturo in promet. Prej smo vse čas ugotavljali, kako so investicije nepregledne, koliko časa delamo neke projekte. To ministrstvo bi bilo pa specializirano prav za ta izvajanje takšnih projektov. Torej, bilo bi več strokovnjakov na enem mestu, investicije bi lahko bolj pregledno, bolj strokovno vodili. Skratka, mislimo, da bi to ministrstvo lahko delovalo bolj učinkovito, pregledno in gospodarno. Kaj pa ministrstvo za zdravstvo? To bi bilo pa še vedno samostojno, ker se mi zdi, da zdravstvo je pa tako pomembno in široko področje, tako da ga ne bi povezovali, še posebej zato, ker ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve je že tako zelo obširno ministrstvo. Še državljanska lista Gregorja. Se imamo v programu zmanjšanje števila ministrstev, tako da absolutno smo za racionalizacijo celotne javne uprave. Nisem danes poudarila, torej celotnega javnega sektorja, nisem danes poudarila to, da seveda vsi že veste, da se zelo promoviramo z e-delovanjem, e-uprava, e-zdravstvo in tako naprej. To sem prepričana, da bomo lahko uvedli na vseh področjih in da bomo s tem seveda delo racionalizirali po vseh sektorjih. Nimamo namenu zaenkrat govoriti, da bi ministrstvo za zdravstvo ali pa ministrstvo za delo in družino združevali. Gre za zelo kompleksne zadeve, bi pa seveda druge ministrstva združevali, ukinili pa kar nekaj agencij in uradov, seveda na podlagi upravljanja analize, ki je predpogoj, tako da vse, kar bi danes govorili, bi precej na pamet. Spoštovani gosti, Iskrena, hvala za odgovore na temo zdravstva. Mi pa bomo nadaljevali s kratkim poznavanjem naše države, nato pa z šolstvom in pa tudi z regionalno politiko. Ki vas slovi na zankah, česa ne znate, ampak da bi videli, kako pravzaprav skupaj sodelujete. Vsaka stranka bo izbrala številko od 1 do 15, potem pa seveda čakamo na sodelovanje tudi drugih, preverjamo, kako se boste povezovali in sodelovali. Začnimo enkrat z SD-jem, ker gospod Sovič. Od 1 do 15. Številka 3. Katera je najdaljša slovenska reka? To je reka, s katero sem se nekaj časa tudi poklicno ukvarjal, ko sem državni sekretar za energetiko. Sem prvo elektrarno na spodnji Savi, to je elektrarna Rokova. Torej, jo imate posebno lepem spominu, hvala. Gospod Žirovnik? Številka 11, to je naša številka na volilnem listku. Kdaj praznujemo združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom? Mogoče bodo kolegi pomagali. Ja, gospa Ljudmila Novak bi prišetnila. Ja, to sem si pa tako zapomnila, ker ima moj nečak rojstni dan 17. avgusta in takrat so se Prekmurci pridružili matični Sloveniji. Krasno. Torej, sodelovanje bo šlo, pa NSI zdaj tako zberete svojo številko. 1. Katero jezero je v Sloveniji največje? Mislim, da nekaj mesecev
na leto cerkveško, sicer pa bohinjsko. Je anglično. Se vidi učitelji, ko se dobro pripravljajo za dopis, nadaljujemo gospod Zovič. Upoštevati moramo seveda, gospodina Štajerske, da je tudi Ptujsko akumulacijsko jezero seveda zelo veliko. Tako nadaljujemo z Slovensko demokratsko stranko, vaša številka 5. No, katero je najstarejše slovensko mesto? Ni daleč. Bravo. Tako nadaljujemo. SLS, naša številka bo? Tako, dogovarjamo se, dvojka. Kakšna je slovenska zastava od zgoraj na vzdolj? Mogoče zakaj takšno vprašanje? Pred 3 leti smo jih postavili v našem studiu in verjemite, da na ta vprašanja nismo dobili točnih odgovorov, zato jih danes ponavljamo. Prosim. Bela, modra, rdeča. Tako je. Še gospod Vujčič. Vaša številka bo katera? Srečna. 7. Koliko poslancev sestavlja državni zbor? 90. Tako, in koliko jih je v volilnih okrajih? 88. Tako je. In mi bomo, spoštovani gostje, sedaj... Čestitke, mislim, da si vsi zaslužijo en aplavz. Vzgoja in izobraževanje, dokazali ste, da ste bili pri izobraževanju, pridni pri vzgoji, tudi lepo sodelujete. Prvo vprašanje pa zdaj zastavljamo NSI. Eden izmed dosežkov, ki ga omenja vlada na področju izobraževanja, je bela knjiga. A tudi tu smo naredili na mnoge očitke. Eden od teh je, da nas ta vrača v preteklost. Na kakšen način, gospod Šterc? Ja, v Novi Sloveniji smo v našem strokovnem odboru zelo sledili razvoju nastajanju bele knjige. Sprva smo bili zelo rahlo navdušeni, ker če prebereš uvod bele knjige, začutiš rahle optimistične premike, kot je na primer, da se poleg pravic tudi omenjajo dolžnosti. Potem se govori, da je premalo etičnih vsebin v šolstvu, prav tako se ugotavlja v samem uvodu, da manjkajo nova znanja na področju novih tehnologij. In tako da je sam uvod nekako optimističen, ko pa greš gledati ukrepe, rešitve na področju vrtcev, osnovne šole in pa srednjega šolstva, pa dejansko ugotovimo, da je to res ni bela knjiga, ampak je bolj siva knjiga, ker nas dejansko vrača v leto 95, ne prenaša teh sprememb, ki nekako uvod napoveduje. In sicer mi smo predvsem v našem programu postavili izhodišča na 2 stebra, in to so razvoj socialnih in pa osebnostnih kompetenc in pa na drugi strani razvoj tistih znanj, ki bo naše učence postavili v globalni svet in bo s temi znanji dejansko konkurenčni, kot je znanje tujih jezikov, znanje na področju IKT-ja, znanje na področju podjetništva, torej kompetenc, ki tudi Evropski parlament postavlja kot tiste, ki so pomembne, da bodo mladi lahko v svojem prostoru in širšem prostoru dejansko konkurenčni. In če mogoče še dam zadnjo izkušnjo, bila sem na srečanju svetovnega foruma v Washingtonu, kjer so se srečale inovativne šole. Lahko s ponosom povem in tudi čestitam na tem mesto zavodu Anton Martin Slomšek in pa Škofijski gimnaziji, ki sta bila iz Slovenije kot prva izbrana, da spadata v projekt inovativnih šol, ampak vsi ravnatelji, ki so predstavljali od Singapurja, Brazilije, Japonske, skandinavskih držav s projekte svojih šol in vizijo svoje šole, ga ni bilo ravnatelja, ki ne bi poudaril, da je ena od najbolj pomembnih stvari in največji steber, ki ga šolstvo mora nuditi mladim, so tako imenovane osebnostne kompetence oziroma pripravi Evropski parlament socialne kompetence. Ker če tega temelja ni, potem tudi znanje nimamo na kaj postaviti. In to se mi zdi tudi ključno sporočilo, ki ga bela knjiga zanemarja, v Novi Sloveniji pa ta 2 stebra za svojimi ukrepi skrbno načrtujemo. Državljanska lista Gregorja Viranta, slišali smo torej nekaj o beli knjigi, tudi kritike. Ministrstvo za šolstvo pa kljub temu opozarja, da je to dobra referenčna točka za nadaljnje raziskovanje šolskega polja. Je vam jasno, kaj torej želimo z belo knjigo in kako jo vi vidite?
Ja, jaz težko rečem, da je vse, kar je v knjigi zapisano, dobro, čas se spreminja in kar se tiče izobraževanja, je treba tudi tukaj imeti nove prijeme in se mednarodno primerjati. Jaz moram reči, da sem presenečena, ko danes v Sloveniji še govorimo o tem, da so po regijah različno izobraženi učenci v osnovnih šolah, srednjih šolah in tako naprej. Tukaj prav gotovo moramo poenotiti standarde. To smo si mi v program zapisali, da na podlagi tudi motiviranja učiteljev, na podlagi preverjanja preferenc učiteljev in tako naprej. Kar se tiče drugih meril, mi želimo zmanjšati ovire za vključevanje tujih strokovnjakov v našo prakso. Zelo bi radi, da bi jih seveda čim več bilo pri nas. Tudi mi se zavzemamo za to, da bi otroci znali več tujih jezikov, ne samo enega. Tako da to absolutno podpiramo. Zavezali pa smo se, da bomo odpravili tudi zlorabo študentskega dela. Danes študentje vlečejo absolventske staže tudi zaradi tega, da imajo študentsko napotnico. Mi smo se v svojem programu zavezali, da bi na nek način stimulirali tako mala in srednja podjetja s tem, ko bi jim zmanjšali davčne stopnje, da bi zaposlili študente, da bi jih čim prej zaposlili lažje in seveda ne bi izkoriščali na ta način tega študentskega dela. Torej, prva zaposlitev za njih bi bila bolj dostopna. No, prej ste omenili, da boste učitelji preverjali, kako jih boste pa stimulirali. Me zanima, ker njihove plače ostajajo iste. Učitelji je prav, da se jih stimulira. In tudi v vašem programu mi smo prebrali o osnovni šoli niti enega poglavja. Kar se tega tiče, zdaj, če ni še takoj za prebrati, imamo pa seveda izdelano. Kar se tega tiče, vemo, da v javnem sektorju splačno reformo so nekatere pomanjkljivosti ostale. V celotnem javnem sektorju, kamor sodi tudi šolski sistem, je treba težiti k temu, da bomo postavili na vodstvena in vodilna delovna mesta kompetentne ljudi. Danes vse povsod ni tako. Že prej je gospod Pivec omenil, da morajo dobiti tudi ti direktorji javnih zavodov in tako naprej več kompetenc in več odgovornosti hkrati. Seveda smo se zavzeli za to in pripravljamo program v smeri, da tudi stimuliramo ne v javnem sektorju avtomatsko napredovanje, ampak da določen fond ostane za 10 do 20% najboljše tam zaposleni. Torej, gre tudi za neke vrste spremembo plačne reforme, ki pa bi ostala enotna. Vprašanje za socialne demokrate. Ne nazadnje ste bilo knjigo pripravili prav v vaši vladi, tudi ministri iz vaših vrst. Kaj nam prinaša dobrega in kako je z delovno skupino za učbenike, ki jo je minister ustanovil z namenom, da se uredijo stroški na tem področju? Vam je to uspelo, gospa Potratna? Hvala za to vprašanje. V koalicijskem sporazumu, pa že predtem tudi v alternativnem vladnem programu smo socialni demokrati po izkušnji iz mandata 2004-2008, ko je bilo vpeljanih zelo veliko sprememb v šolstvu, brez poprejšnjih analiz in strokovnih preverjanj, zahtevali za šolstvo umiritev, ne pretiranih posegov v zakonodajo, tiste, ki pa bodo, pa morajo biti rezultat premisleka, strokovnega premisleka. In zato smo stavili na Belo knjigo. Belo knjigo razumemo kot dokument, avtorski dokument različnih strokovnjakov. Bela knjiga ni zakon, Bela knjiga postavlja samo možnosti za razmislek o tem, kakšne naj bodo spremembe v zakonodaji. Toliko glede Bele knjige. Zdaj, kar ste pa zastavili kot vprašanje v zvezi z učbeniki. Tisto, kar je po našem mnenju zagotovo ministru Lukšiču in sodelavcem na ministrstvu uspelo zagotoviti večjo avtonomnost šolskega polja, tudi takrat, kadar hočejo v šolo vstopati različni drugi interesi. In najpogosteje je bil minister deležen kritik takrat, kadar je ščitil šolo zlasti pred različnimi gospodarskimi interesi. In pri vprašanju učbenikov je to zagotovo neko tako vprašanje, kjer je eksplozija
različnih učbenikov in delovnih zvezkov, zagotovo tudi zaznamovala že po prejšnjem mandatu. V prejšnjem mandatu so bili delovni zvezki umaknjeni iz presoje strokovne skupine za učbenike in smo potem dobili neko hibridno obliko kombinacije učbenika in delovnega zvezka. Seveda je naš temeljni cilj v resnici zagotoviti brezplačno osnovno šolo. Stroški, ki so za posameznika, za družino, za starše, so zagotovo še vedno previsoki. Zato menimo, da se vsaj tiste dodatne dejavnosti, ki sodijo v osnovno šolo, morajo obravnavati tako, da bo vsak otrok deležen tudi tistih posebnih programov šola v naravi in vseh drugih zadev, ki pomagajo oblikovati mladostnika. Nadaljujemo stranka Desus. Po svojem programu ste zapisali, da želite v osnovnošolske programe uvesti več domoljubne vzgoje in učenja socialnih veščin ter solidarnosti med ljudmi. Kako to, da niste teh predlogov denimo vključili v belo knjigo, se to ni dano? To morate vprašati druge vodilne stranke v sedanji vladi. V naši stranki uvajamo po novem, seveda to domoljubno vzgojo, učenje socialnih veščin in solidarnosti, predvsem zato, ker je to področje dejansko manjkalo in je zelo pomembno za nadaljnji razvoj Slovenije. To je v bistvu stvar, ki jo v drugih državah, kjer imajo sicer daljšo demokracijo, zelo natančno in strogo izvajajo. Domoljubje, ponos do domovine, vsega tega, kar smo zgradili sami. Do tega nimamo pravega odnosa, mislim, da bomo to upravili. Pa vendar se vam mogoče, gospod Vujčič, ni zdelo, bili ste sedaj v mandatu te vlade, praznovali smo 20 let, če vedno smo v tej euforiji 20. obletnice slovenske samostojnosti, da bi mogoče prav v tem letu dali več poudarka na tej domoljubnosti. Ni nam uspelo, zato ker nismo imeli dovolj moči v tej vladi. To je odkrito odgovor. Ampak prizadevali pa si bomo, ne samo v osnovnošolskih programih, tudi v srednješolskih, pripraviti takšne programe, ki bodo upoštevali potrebe gospodarstva. Absolutno smo, recimo, to, kar zdaj na veliko govorimo povsod po Sloveniji v visokem šolstvu, v Desusu smo proti podeljevanju koncesij zasebnim univerzam za iste programe, ki imajo že državne univerze. In še nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno, da ne ponavljamo vsega spleta okoli bolonskega študija in dokončanja študija v 3 letih, oziroma 5 letih, vključno z diplomo. Diplomantom bomo zagotovili pripravništvo po končanju študiju. Zato bomo uvedli obvezno leto pripravništva in delodajalcem, kot je že bilo rečeno, oprostili dejavce. Hvala. Zdaj pa vprašanje za Slovensko ljudsko stranko. Zagovarjate ustanovitev zasebnih šol, katere koli vrste, tudi če bi zaradi konkurence ogrožale obstoj javnih šol, razen kadar gre za nacionalni interes, tako ste zapisali v programu. Zdaj me zanima, kaj je javni interes in ali se vam ne zdi, da gremo v teh primerih še na dodatno razdelitev otrok na revne in bogate. Kdo si bo lahko privoščil zasebne šole? Se slišimo? Se. Torej, program Slovenske ljudske stranke, tako kot programi naših predhodnic krščansko-demokratskih pomladnih SKD in SNS, podpira ustanavljanje privatnih šol. Prvič, ker jih je premalo za pluralno šolstvo in drugič, ker prinašajo novo kakovost. Premalo jih je, pogledajte, pred enim letom smo imeli 3 osnovne šole, ki so pokrivale približno 1/4 populacije osnovnošolske in smo imeli 6 srednjih šol, ki so pokrivale 2,38% srednješolske populacije. To je v primerjavi z drugimi državami zelo malo. In vendar te šole prinašajo novo kakovost. Poglejte, jaz sem bil včeraj z gospodom Štukricom, ki se tukaj nasmiha, tudi skupaj na eni akademiji od Škofijske gimnazije v Ljubljani. Tam je bil tudi, oziroma Zavoda svetega Stanislava,
v okviru katerega je ta šola. In tam je bil tudi moj sin, ki je pred 7 leti tam naredil maturo. Jaz sem 5 otrok spremljal skozi srednjo šolo in imam izkušnje z različnimi šolami in jih lahko primerjam. Ta zadnji, ta mlajši, je bil srečen, ko je hodil v srednjo šolo. On je zatajil vročino, da je lahko šel, drugi so jo podaljšali, da so lahko še tam bili. Zdaj, 7 let po koncu, vsako leto prihaja na praznik svetega Stanislava, da poje pri maši, in tudi ko je bil na študiju na Slovaškem, je za en dan prišel na ta praznik. Torej, kaj hočem povedati? Hočem povedati to, da v času individualnosti, individualizma na drugih šolah so tukaj uspeli ustvariti skupnost, ki traja. In to je nova kakovost. Da ste preveč enostranski, da moramo gledati kot črno-belo. Nisem rekel črno-belo, jaz sem videl kvaliteto te šole, nisem rekel o drugih šolah. In ta šola, te šole, ki so enako, so tudi priznane privatnih šolah, sem opazil podobne stvari. In ta kvaliteta je povzročila, da so se tudi druge javne šole zbudile in so tisto, kar so mislili prej, da ni mogoče narediti na področju discipline, na področju mednarodnega povezovanja in še na drugih področjih, da so stopnje na eno stopnjo višje. In zato je prisotnost teh privatnih šol bistvena za celoten šolski sistem. Bomo nadaljevali pri replikah, prosim. Ne replika, ampak je samo nadaljevanje. Pri replikah gremo naprej, ker imamo še nekaj vprašanj. Samo nekaj bi še rekla. Vsake zelo Gospa Škrinjar, prav tako vaš odnos do zasebnega šolstva, ali spodbuja kakovost šolskega sistema, ali razsleduje? Zasebno šolstvo je pomembna dopolnitev javnega šolstva. Javno šolstvo je orodje vsega šolstva. Zasebno šolstvo ponuja tudi neko raznolikost, ponudbo, ki jo lahko starši izkoristijo za izobrazbo in vzgojo svojih otrok. Mi Slovenci nimamo veliko zasebnega šolstva, smo bolj na repu, kakor ne v Evropi. In tisto, kar lahko zasebna šola ponudi, je pomembna obogatitev. Zato bo stranka SDS podpirala in pa ponujala neko prijazno okolje za razvoj zasebnega šolstva. Tako sedaj pa smo pri večikah, smo skleniti prvi krog, da lahko razvijamo potem misel naprej. Prva se je replike prijavila, že smo vzeli besedo gospe Butinar Čeh, na to gospa Potrata. Ja, se upravičujem. Ja, prosim. Se upravičujem, da sem prekrat vzela to kot nadaljevanje naše skupine predstavitve, ampak v vsakem primeru sploh ni bilo tudi nikoli rečeno, da mi ne podpiramo javnih in pa tudi zasebnih šol. Gospod Čepar se je samo izjasnil o svoji izkušnji. Mi podpiramo vse šole, ki so dobre. In mislim, da je to osnova kvaliteta in pa dobra praksa mora biti naš vodnik. Bi pa samo nekaj še dodala. Sigurno je obdobje, je kriza, so težave v družinah, prav gotovo, kar se tiče sploh tistih, ki imajo šolobvezne otroke. In mislim, da tu bi se morali vsi združiti in pomagati na način, kako omogočiti čim cenejši dostop do znanja, čim cenejši dostop do učbenikov. In sama sem sodelovala pri projektu, ki je trajal daljšo dobo, bil je evropski projekt, vključen je bil v Ministrstvo za šolstvo in pa za prenovo šolskih programov, kjer smo v okviru tega projekta proizvedli, naredili 360 kakovostnih e-učbenikov. Se pravi, to so učbeniki, ki so vsem otrokom, študentom, dijakom dostopni brezplačno preko spleta. Mislim, da treba razmišljati v to smer. Govorili ste o e-državi, o e-načinu uprave, tudi e-šolstvo bi bilo verjetno ena izmed rešitev, ki bi olajšala delo pri družinah, oziroma ne delo, ampak skratka zmanjšala število stroškov.
Gospa Potrata, pa mogoče vam kar pod vprašanje. V SD-ju ste točno proti 100% financiranju zasebnih šol. Kakšno pa je stališče vaše od njih? Prosim. Hotela sem replicirati ravno v zvezi z odnosom socialnih demokratov do zasebnega šolstva. Socialni demokrati podpiramo mrežo javnih šol, zaradi tega, ker štejemo javne šole za pomembno pridobitev socialne države. In menimo, da je kakovostno javno šolstvo pomembno predvsem v socialno prikrajšanih okoljih. Torej ne gre za neko a priorno odklanjanje zasebnih šol, zlasti se nam zasebne šole zdijo pomembne takrat, kadar pomenijo nove metodološke prijeme v poučevanju. Kar pa zadeva vprašanje o financiranju. Zagotovo je tudi zasebna šola zato, da se lahko učenci in učenke, dijaki in dijaki kasneje vključujejo v izobraževalno vertikalo, zapisana temu, da v večinskem delu uresničuje program, ki je primerljiv s programom javnih šol. Zato je prav, da je iz javnih sredstev financiran ta del. In menimo, da 85% financiranje pokriva ta del, s tem pa, da tisti del, ki ga pa zasebne šole kot specialni poseben problem ponujajo, pa je prav, da ostaja financiran iz posebnih sredstev, ali fundacij, ali zasebnih, kakorkoli že. In prav je, ker zdaj ni enotnega financiranja, recimo že omenjeni Zavod svetega Stanislava v Ljubljani je drugače financiran, kot so kasneje ustanovljene zasebne šole financirane. Da ne bomo ostali samo pri tem tipu šole, recimo Valdorfska šola tudi ni 100% financirana. Je prav, da potem imamo enaka merila za vse tipe zasebnih šol, ki vpeljujejo nove metodološke prijeme. Nadaljujemo, gospod Ujčič, mogoče pred repliko še bolj vprašanje tudi za vas. Kako preusmeriti pozornost iz prenatrpanih gimnazij v srednje poklicne in ostale šole? Ja, hvala lepa. Najprej bi rad povedal, da večje število univerz in fakultet avtomatsko še ne pomeni več znanja ali pa celo raziskovalnih dosežkov. Zasebne univerze pač morajo delovati tržno, to je dejstvo. In če zasebne univerze financiramo iz proračuna, niso pač zasebne univerze. Znotraj posamezne, recimo državne univerze, ali pa javne univerze, je potrebno tudi med univerzami racionalizirati število programov. Nerazumljivo se nam zdi, da je na primer financiranje programa za upravne poklice na državni ravni, na državni univerzi. Poleg tega pa še nekaj teh programov na zasebnih fakultetah. Ob dejstvu, da novih zaposlitev teh kadrov ne dovolimo, zamrznitev zaposlovanja v upravi, da to dopuščamo. In nam se pač zdi v dejstvu, da je najdražja in nesprejemljiva sedanja praksa podaljševanja tega študija, pač zaradi socialne varnosti študentov in možnosti študentskega dela, ki je postala v bistvu pravilo, ne pa zelo izjemno. Študenti se morajo izključno posvetiti študiju in čim prej ta študij končati. Gospa Alenka Šerc, mogoče še pod vprašanje, kako ste učiteljskemu poklicu vrnili dostojanstvo, veljavo in vrednost. Vprašanje je zelo pogosto. Najprej mislim, da je potrebno na vseh fakultetah, ki vpisujejo študente, dejansko izbrati tiste, ki res čutijo to kot svoje poslanstvo, ne pa samo kot priložnost za zaposlitev. To pomeni, da je veliko dela na fakultetah, da naredijo izbirne izpite, tako kot poznajo na primer na Finskem. Potem druga stvar, kot je bilo že tukaj med kolegi tudi rečeno, tudi v Novi Sloveniji imamo zapisano, da je nujno tudi v javni upravi uvesti
fleksibilen plačni sistem, to pomeni, da res motiviramo dobre učitelje in odlične in inovativne in da tiste, ki pač ne, tudi primerno nagradimo v skladu z njihovim delom. Ker samo tako bomo lahko dejansko promovirali dobrega učitelja in pa tudi dobro šolo. Če pa lahko odgovorim še z nekaterimi replikami, v Novi Sloveniji čisto preprosto zagovarjamo, da vsaka država v Evropi in na svetu si za cilj postavlja kakovostno šolstvo, ne glede po kakšni poti bomo ta cilj dosegli. In zato je za nas enako pomembno javno kot zasebno šolstvo. Glede tega, zakaj pa imamo v Sloveniji 85% zasebno šolstvo financirano, pa se moramo dejansko vprašati tako v ustavi kot v beli knjigi in vseh zakonodaji piše, da naj bi vsi imeli državljani enake možnosti. In zato seveda sprašujem državljane Slovenije, zakaj morajo nekateri starši plačevati, kljub temu, da so plačali davke, vse prispevke v osnovni šoli, zakaj morajo plačati 15% prispevka, zato da lahko njihov otrok se šola. Med drugim v ustavi piše, osnovna šola je financirana iz javnih sredstev. In zato v Novi Sloveniji zagovarjamo 100% financiranje najmanj osnovne šole, za srednjo šolo pa predlagamo, bi lahko rekli, malo kompromisni predlog in sicer, da tisti dijaki, ki ne morejo plačati 15%, torej socialno ogroženi, da jim damo enake možnosti in da država prevzame tudi za njih ta del financiranja. To pa še moram na učbenike, ker je bilo toliko na e-šolstvo, nekatere stvari sama sem del tega projekta, tudi zavod Martin Slomšek, celo severovzhodno Slovenijo pokriva za svojimi sodelavci. Šolam svetujemo, kako postati e-kompetentna šola, e-kompetentni učitelj in seveda ne obstaja 360 potrjenih e-učbenikov, ampak šele projekt skupaj z Zavodom za šolstvo pripravljamo kriterije za potrjevanje e-učbenikov, to je vizija in je tudi vizija Nove Slovenije. To pomeni in tudi, da se avtorske pravice odkupijo in so ti učbeniki na šolskem portalu Slovensko izobraževalno omrežje tudi zastonj za vse učence, učitelje in pa seveda dostopajo lahko do teh gradiv tudi starši in vidijo, kakšne vsebine uporabljajo učenci v šolah. Gospa Škrinjar, nadaljujeva midva z repliko, pa hkrati tudi pod vprašanjem, tudi subvencioniranje dijaške malice je bilo veliko potezno in kje smo danes, imate načrt tudi na tem področju? To je bila dobra poteza. Subvencioniran biti ni lahko. Nišče se nas sprašuje o tem, kako je tistim učencem in dijakom, ki vedo, da njihovi starši dobivajo subvencijo za prehrano. Zato je biti polno, da je pač to del programa, je pravzaprav pomeni najmanjše razlikovanje med učenci in dijaki. Mi bomo seveda poskusili priti nazaj do tega standarda, ki smo ga uvedli. Je pa to zdaj bistveno težje pri 7-8 milijardah dodatnega minusa. Poskusili pa bomo skladno z rastjo BDP-ja uvesti to nazaj v srednje šole in pa tudi v osnovne šole. Rada bi pa še replicirala na svoje predgovornike. Državljanska lista Gregora Viranta pravi, je treba narediti enake standarde za odpravo neenakosti. Nažalost, to ni samo ena stvar, gre pravzaprav za to, da so učenci in dijaki se nahajajo v pokrajinah, kjer imajo bistveno manj spodbudne okoliščine. Če pogledate Prekmurje, izobrazbena struktura staršev je nižja kot drugi, zato so tudi rezultati nižji učencev, kajti del učnega uspeha je pripisati dobesedno izobrazbi staršev, še zlasti matere. Tu torej mora narediti šole in učitelji več kot nekje drugje. In to je pomemben del politike, da se te učitelje dodatno nagradi, ki tega na takih območjih. Rada bi še odgovorila na nekak izziv gospe Potrate iz SD-ja, da je bilo veliko narejenega sprememb v preteklem mandatu 2004-2008 in to brez analiz. To ne drži. Te analize je delo Zavod za šolstvo, ki ga država plačuje iz rednih sredstev. Analize so bile povzete po evropskih analizah in seveda res pa je, da nismo potrošili za te analize in za
pisanje tega, kar so potrošili v tem mandatu 600 000 evrov za sivo knjigo. Pa še tole, prosim, glede o domovinski vzgoji. O domovinski vzgoji v beli knjigi pravzaprav je tako rekoč nič napisano in tudi prvi osnutki zakona o osnovni šoli so celo brisali tisto, kar smo mi naredili, da smo oblikovali predmet državljanska in domovinska vzgoja in etika. Na mnoge očitke so se potem odzvali sestavljavci zakona tako, da so vendarle to milostno pustili in motri. Hvala lepa, gospa Škrinja. Bom jaz najprej. Gospa mi je dala dobro izpočnico. Najprej glede prehrane otrok v srednjih šolah. Jaz moram reči, da sem bila tudi med pobudnicami takrat, ko smo brezplačno prehrano uvedli v srednje šole. Potem iz različnih razlogov, pa tudi seveda zaradi financ, je bilo to ukinjeno. Jaz absolutno strinjam, da socialno ogroženi otroci pač morajo dobiti dodatno pomoč za spodbudo, da bodo seveda vsi deležni malice v srednji šoli. Mi pa prihaja zdaj na misel, da ravno otroci v največjem razvoju v srednji šoli seveda so tisti, ki cel dan sedijo v šolskih klopeh in imajo odmerjene pol ure za tisto prehrano. Nekatere šole nudijo toplo prehrano in obrok druge ne. In morda ne bi bilo slabo uvesti dijaške bone. Študenti se danes radi ponašajo z njimi, medtem ko dijaki pa tega seveda nimajo. Kar se pa tiče različnih izobraževanj oziroma to, kar je gospa rekla v šolah, da je to vezano tudi na starše in manjšo izobraženost po teh pokrajinah. Jaz se s tem lahko strinjam, to pa ne more biti kazen za otroke, da bi seveda otroke za to manj izobrazili. Zato smo mi v naš program zapisali, da je treba stimulirati tudi tam učitelje, da je treba konkurenco med šolami pripeljati, da teh razlik seveda ne bi bilo. Zdaj pa morda še gospod Štih. Jaz bi se samo navezal na mojo kolegico in bi poudaril naš odnos zasebnega in javnega. Mi ne govorimo o zasebnih in javnih šolah, ampak govorimo o državljanski listi o javnem šolstvu. In poslanstvo javnega šolstva je, da ima vsak otrok od države zagotovljeno, da se lahko izobražuje. To se pravi, država plačuje otrokom izobraževanje, ne šolam izvajanja njihovih storitev. Obstajajo primeri v Evropi, recimo Nizozemska, Belgija, kjer imajo javno šolstvo, kjer država financira šolanje otrok, hkrati pa je več od polovice otrok v zasebnih šolah. To se pravi, to ni nezdružljivo in mi morda preveč govorimo o zasebnih in javnih šolah samo zato, ker gledamo, kako bomo financirali šole, ne kako bomo financirali otrok. Dal bi pa samo še en lep primer. V Sloveniji imajo zasebne šole, so na vrhu z akademskimi rezultati. Zdaj mi pa povejte, zakaj bi mi to priložnost otrokom vzeli. Gospod Butina Kri. Gospod Šverc, pravno, samo 21 je e-učbenikov, jaz sem napačno se izrazila, ampak jih je 360 klasičnih učbenikov, ki so brezplačno preko spleta. In to je projekt Inpletom in vsak, ki si hoče pogledati učbenike, ima možnost. Hvala lepa še gospod Potrate in smo sklepili s tem krogom. Vsekakor je treba popraviti napačno navedbo, da je brezplačna prehrana v srednji šoli ukinjena. Za slehernega dijakinjo in dijaka je zagotovljena dvotretjinsko plačilo kakovostnega obroka, glede na socialni status je potem to razdeljeno. Gre za načelo pravičnosti, ne univerzalnosti, ampak pravičnosti, da dobi možnost za brezplačen obrok tisti, ki je takega obroka v resnici potreben. Nenazadnje je bil vzrok za spremembo tudi veliko količina zavrženih obrokov v srednji šoli. Smo pa to pravično prenesli tudi na brezplačen obrok v osnovni šoli, kjer poprej tega prejšnji zakon ni urejal. Kar zadeva vprašanje financiranja, mi je žal, da doktorica Alenka Šverc odhaja.
Res je, država je dolžna zagotavljati brezplačno šolstvo, ker je osnovna šola obvezna. In zato zagotavlja, in to v okviru javne šole. Če pa kdo hoče izbrati drugačen tip poučevanja in vključevanja, ga bo izbral, ampak za tisti del bo moral, kar pomeni nadstandard in drugačnost, prispevati sam. To ni samo pri nas, to je tudi drugod. Enako kot je na ravni visokošolskega študija treba povedati, da smo ustanovili vrsto visokošolskih zasebnih zavodov, ki so financirani iz javnih sredstev. Socialni demokrati se zavzemamo za to, da je jasna razmejitev med javnimi zasebnimi. Hvala lepa.